Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Na vrat, na nos. Gibanje Svoboda rokohitrsko in panično čez noč predlaga ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kako prepričani so v to, kar počnejo in kako samozavestni, da jim bo uspelo, jasno pričajo njihovi izrazi na fotografiji. Še en pogreb torej. Ljudska modrost pravi, da je lepo biti golob, ker lahko serješ kjerkoli. Da bo to kdaj veljalo tudi za predsednika vlade, pa si nismo mislili. Sedaj pa se lotimo 117. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali na muhi Janše in Goloba. Lahko Nova Slovenija politično preživi navzkrižni ogenj Slovenske demokratske stranke in Gibanja Svoboda. Kaj Janezu Janši pomeni Twitter, vemo. Kaj njegova Twitter ofenziva na Novo Slovenijo, pa tudi. Lahko Nova Slovenija preživi tak politični navzkrižni ogenj, nam bosta povedala naš posebni gost, novinar tednika Domovina Peter Merše in naš stalni komentator magister Bernard Brščič. Peter, Bernard, dobrodošla v Faktorju. Lep pozdrav. Dober večer. Peter, najprej bi te vprašal, kako ti ocenjuješ volilni rezultat, ki ga je dosegla Nova Slovenija na zadnjih volitvah? Vemo, bila je članica koalicije vlade oziroma vlade, ki jo je vodil pač Janez Janša, svoj rezultat je v bistvu na teh volitvah izboljšala. Kako ti ocenjuješ njihov volilni rezultat na zadnjih volitvah? Jaz bi rekel ne vrhunsko, ne slabo, nekaj srednjega, se pravi, kljub temu, da je bila vlada pod velikim pritiskom, se pravi in strani protestnikov in covidnih ukrepov in tako naprej, so kljub vsemu uspeli povečati rezultat, pripeljati več volivcev, tudi recimo povečala se za število poslancev za ena, po drugi strani pa je ta njihova rast zelo počasna, se pravi, oni so se uvrstili v parlament nazaj leta 2011 in od takrat naprej pridobivajo po enega, dva poslanca vsake volitve, kar za neko rast v večjo stranko je pač sorazmerno počasi, je pa vendarle bolje kot padec. Tako da v tem smislu ni slab rezultat. Zdaj, da bi pa ravno ne vem koliko šampanjcev odpirali, pa verjetno tudi ne. Ja. Bernard, se ti strinjaš s tem, kako ti recimo ocenjuješ volilni rezultat Nove Slovenije? Vemo, za manjše koalicijske stranke je ponavadi težko na volitvah. Imamo tudi primer, pač v bistvu povežimo Slovenijo, oziroma konkretno, ki pač so konkretno pač padli ven iz državnega zbora. Kaj pa Nova Slovenija po tvoje na zadnjih volitvah? Ja, odvisno, kakšna so bila pričakovanja po napovedih predsednika Tonina in bivše predsednice Ljudmile Novak, so njihove aspiracije postati hegemon na desnici in od tega so svetlobna leta oddaljeni. Če pogledaš vodilno stranko psevdodesnice SDS, je to približno četrtina njihovega izplena. Nekako se gibljajo tam med 5 in 7%, očitno je teh 7% stekleni strop, nikakor jim ne uspeva se prebiti v neko omembe vredno, relevantnega igralca na slovenski desnici. Upoštevaje, da gre vendarle za stranko, ki izvira iz oziroma vsaj prisegala je v preteklosti na krščansko-demokratsko izročilo in da imajo takšne stranke v Evropi vodilno vlogo na desnici, verjetno ni ravno vrhunski rezultat. Res pa je, da ohranjajo svoje mesto v parlamentu in v tem oziru ni najslabši. Slovenski politični sistem niti ni tako zelo tipičen evropski, tako da v tem smislu ni tako zelo veliko presenečenje, mogoče, da so tudi stranke, ki jih imamo v Sloveniji, nekoliko drugače razporejene. Tudi ne nazadnje do nedavnega smo imeli upokojensko stranko, pa stranke poimenovane po predsednikih, tako da je naš politični sistem
precej drugačen od recimo evropskih držav z zrelimi demokracijami in v tem kontekstu lahko rečem mogoče samo še to, no, da vendarle to, da se stranka obdrži na terenu, kljub temu, da je pravzaprav zadnja, ki je to zaenkrat uspeva ob SDS-u, vendarle ni tako slabo, ne. Ja, sej, kaj vidva recimo mislita, ne? Zdaj, Nova Slovenija je, se mi zdi, že kar hitro po volitvah pač rekla, da ne grejo več v vlado z SDS-om, če bo to vlado vodil Janez Janša, ne. To je nenavadna izjava, ker NSI praviloma je v vladah ali pa skoraj izključno je v vladah, ki jih je vodil Janez Janša. Čemu vidva pripisujete to njihovo odločitev in to pač, da so šli javnost s tem, da ne bojo šli več v vlado z SDS-om, če bo vodil Janez Janša, in ali mislita, če slučajno pride še do kakšne vlade, ki bo vodil Janez Janša, da ta njihova odločitev bo takrat zdržala in da res ne bojo šli v vlado več z Janšo? No, jaz mislim, da so v preteklosti že grozili, zlasti gospa Novakova je bila zelo gobčna glede tega, kako je Janez Janša toksičen politik. Zdaj očitno to politiko prevzema tudi Tonin. Jaz mislim, da je NSI v pretekli vladi imel nadproporcionalno velik vpliv. Imeli so na 6 poslancev 4 ministre. Zelo velik vpliv, tudi vpliv na politiko, tako da se čudim, recimo, odkot njihovo nezadovoljstvo, in nenavadno je, da se njihovi vidni člani, kot je recimo Janez Pogorevc, konstantno ubadajo s kadrovskimi problemi predsedništva SDS. Ravno danes je gospod zopet menjal predsednika Janšo in grozil, da je SDS obsojen na propad, če ga ne prevzame Anže Logar, in da nikakor v NSI-ju ne bodo sodelovali v vladi, ki bi jo vodil Janša. Tako da se mi zdi malo nenavadno, recimo, da na začetku mandata, ko je zelo verjetno, da bo ta skrajno leva koalicija oddelala mandat do konca, praktično se zavezujejo, da ne bodo podprli nobene vlade s predsednikom Janšo, ampak glede na njihov historiat verolomnih dejanj me ne bi čudilo, če bi se obilno zažrli v zarečeni kruh. Peter? Ja, jaz mislim, da tle gre za več stvari, ne. Ena zadeva je, da se po mojem mnenju Nova Slovenija bistveno preveč ukvarja z Janezom Janšo in SDS-om in v tem smislu potem premalo dejansko s svojim temeljnim programom in s lastnim delovanjem. Tako da to ukvarjanje z Janezom Janšo mislim, da jim ne koristi oziroma jim ne prinaša neke dodane vrednosti. Kar se tiče pa tega zaklinjanja, je pa tako, ne. Zdaj pokazalo se je nekako na zadnjih volitvah, da je pač odbojni moment Janše, oziroma že več volitev se kaže, da pač ta odbojni moment Janše narašča, ne, kljub temu, da pripelje recimo temu 1/4 volivcev, ki potem volijo zanj, hkrati pripelje 2/4 volivcev, ki potem volijo izrazito proti njemu, in to je problem desnice kot bloka. Zdaj, ali je to možno rešiti na kak drug način, oziroma ali bi zamenjava Janše dejansko prinesla recimo neko dodano vrednost za blok, ne, se pravi, ali bi potem nekaj več ljudi jih volilo, po drugi strani nekaj manj zaradi tistih, ki jih morda Janša ne bi nagovoril. To so zdaj špekulacije, ki se ukvarjamo s tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Pač situacija je, kakršna je. Oni iščejo nek svoj prostor pod soncem zdaj, ali je pametno, da se zaklinjajo, da z Janšo več ne bodo šli v koalicijo. Mislim, da to ni bila ena izmed najbolj modrih potez, bil pa je, kolikor razumem, nek poskus pač diferenciacije oziroma nagovarjanja dela volivcev, ki pač jih recimo Janez Janša odbija, ne. To pač v tem smislu, plus iskanje nekega svojega mesta. Zdaj, koliko je pa to mesto smiselno, je pa drugo vprašanje. Zdaj,
Nova Slovenija, ne, pravita, se preveč ukvarja z Janezom Janšo, ne, ampak kje je zdaj težava Nove Slovenije? V SDS-u nasploh ali v Janezu Janši ali mogoče pri njih samih? Jaz mislim, da je problem v bazenu, ker praktično ribarijo v stagnantnem volilnem bazenu, ponižanih in razžaljenih, se pravi nekega korpusa ljudi, ki so bili prizadeti s komunističnim režimom in hkrati izvirajo iz katoliškega občestva. Skratka, gre za korpus, ki so ga podedovali takrat od SKD-ja, čeravno se je del seveda tega telesa preselil tudi v SDS, ampak tisto, kar je problematično, je recimo program oziroma programska usmeritev, zelo neposrečeno združevanje tradicije katoliškega socialnega nauka, ki ga na Slovenskem recimo predstavlja oziroma je predstavljal Janez Evangelist Krek, z spoznanji druge čikaške šole, če omenim Miltona Friedmana, naprimer, se pravi ta sparitev, sinkretizem med Miltonom Friedmanom in Janezom Evangelistom Krekom je po mojem zelo neposrečen. Stranka se je večkrat dičila s tem, da naj bi bila najbolj gospodarsko liberalna, propulzivna, podjetništvu naklonjena, medtem ko njihovo volilno telo je pa po mojem prej v častilci recimo enciklike Rerum Novarum, se pravi nekega krščanskega socializma. Vse skupaj je pa začinjeno s tistim, kar sam poimenujem kocbekovski duh. Se pravi, to kocbekovsko kolaboracija kristjanov ali pa psevdokristjanov s komunisti, ki se vleče vse od druge svetovne vojne in to, kar počne Nova Slovenija od takrat, ko je odstopil Bajuk, je nadaljevanje tega kocbekovskega duha, ki po mojem predstavlja rak ne samo v političnem smislu, ampak tudi katoliško občestvo, ker mogoče bi bilo to treba tudi glede na to, da je to njihovo volilno telo, se pravi pokvarjenost slovenskih katolikov. Prav, predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali lahko Nova Slovenija preživi navzkrižni ogenj SDS in Gibanja Svoboda. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost Peter Merše iz tednika Domovina in naš stalni komentator Bernard Bršič. Pogovarjamo pa se o tem, ali lahko Nova Slovenija preživi navzkrižni ogenj SDS-a in Gibanja Svoboda. Peter, zdaj imamo nek paradoks, ne, v slovenski politiki, se mi zdi. Tako je občutek, da se več ali manj celotna slovenska politika ali pa celo politični prostor bolj ali manj ukvarja zgolj z Janezom Janšo. Po drugi strani na nek način se mi zdi zelo močen tudi občutek, da volilni rezultati desnice so odvisni pač od volilnih rezultatov Janeza Janše in njegove stranke SDS. Prvič se je, bi rekel, mogoče kakšen dvom v to pojavil z rezultatom, ki ga je dobil dr. Anže Logar na predsedniških volitvah. In seveda so se takoj pojavili pač pozivi, da naj Logar zamenja Janšo na čelu SDS-a in potem bo SDS zmagoval volitve in tako naprej. Tudi Nova Slovenija misli, da je njihov največji problem pač Janez Janša. Zdaj, kako ti stvari ocenjuješ? Je po tvoje pač res problem desnice SDS-a in Nove Slovenije v končni fazi, da bi morali priti do te neke menjave generacij, se pravi, da bi se moral Janša umakniti in da bi recimo Anže Logar stopil na njegovo mesto?
Zdaj, jaz bi se navezal sicer malenkost še na tisto, Ja, izvoli, kar je Bernard analiziral volilno telo Nove Slovenije. Do neke mere bi se strinjal, ne, definitivno je, se mi zdi, jedro volilnega telesa pri Novi Sloveniji neka bolj ta krščanska skupnost. Ne. Po drugi strani je pa tako, ne, da oni s tem podjetniškim programom skušajo nagovarjati pravzaprav tudi nek del baze v Sloveniji, ki v bistvu jim manjka stranka, ker nimamo neke normalne liberalne stranke, ki bi recimo nagovarjala približno zmerne vrednote in hkrati zagovarjala neko podjetniško miselnost in zdaj nekako poskušajo to združiti, kar pa je lahko določen problem, ker je slovenski volivec tudi krščanski pač nagnjen bolj na ta socialni vidik. Ne? In tukaj se pojavi zdaj ta pravzaprav izziv, ki se bo Novi Sloveniji zgodil, če bi recimo Anže Logar naredil novo stranko, ker potem bi Anže Logar lahko verjetno bolje nagovarjal te volivce, se pravi ta podjetniško-liberalni del volilnega telesa, ki recimo, v katerega poskuša zdaj nekako zagristi Nova Slovenija, pa je to samo delno uspeva. Zdaj, kako bi Janez Janša ne bil, on pač vendarle je figura, ki močno zaznamuje slovenski politični prostor in v tem smislu pač nihče ni indiferenten do njega, kljub vsemu pa je na sceni že 30 let in v tem smislu pač si je ustvaril nek imidž na eni strani in odbojnost na drugi. Kaj bi prinesel njegov odhod, je veliko vprašanje, ker ena zadeva je, da ta njegova odbojnost je nastala zaradi pač kontinuirane kampanje proti njemu, ki poteka že 30 let in kdorkoli bi stopil v njegove čevlje, bi pač doživel isto kampanjo. Seveda na začetku bi pač se mu ne bi še toliko poznal, ker vendarle pač nekaj časa traja, da kampanja prime, ne? Ampak na dolgi rok se pravi pričakovati, da bi Anže Logar sedel v Janše, pa vstopil v Janševe škornje in ohranil svojo popularnost, je pač iluzorno. Ne? Tako da v vsakem primeru bi se pač tudi na njega spravil medijski aparat, podobno kot se je pač zadnjih 30 let spravljal na Janšo. Vprašanje je, kdo je tisti, ki recimo je zmožen tak pritisk recimo tudi preživeti in prenesti na dolgi rok, ali pa vsaj nek srednji rok, da lahko se potem zgradi recimo v nekega potencialnega liderja. Oziroma vprašanje je, če lahko desnica ali pa desni pomladni pol, kakorkoli želimo to imenovati, zgradi ustrezno mrežo civilne družbe in medijev, ki bi pač uspeli konkurirati recimo temu pač tej mreži, ki jo ima levica, ne, oziroma levi politični pol, tako na medijskem kot na civilno-družbenem polu. Na obeh straneh pravzaprav nimajo neke resne konkurence trenutno, se pravi tako v smislu medijev, ki bi bili enako močni, enako vplivni, kot tudi civilne družbe, ki bi imela na družbo enako vpliv. In zdi se, kot da se nekako ne trudijo niti dovolj, da bi recimo se na tem področju ta zadeva vzpostavila. Tukaj vidim recimo bistveno večji manko, kot pa vprašanje zdaj, a bo Janša šel ali ne bo šel. Ne. Dejstvo pa je, da Janša recimo kot sam pač gradi predvsem ali pa v prvi vrsti svojo stranko in svoj blok, kar je po svoje tudi logično. Pogosto gre pa to na račun pač celotnega bloka oziroma njegovih partnerjev, ki pač posledično zdaj, če si z Janšo, te potem vsi zavržejo, ostali oziroma praktično skoraj nihče ni pripravljen s tabo sodelovati. Drugega kot Janše pa v tem trenutku pravzaprav niti zares nimajo, oziroma drugega kot SDS-a, ker pač alternativa, ki jo trenutno vidimo v vladi, je pač za NSI pravzaprav še bistveno slabša kot pa sodelovanje z Janšo. Tako da v tem smislu pač so v nekem neprijetnem položaju, ker nimajo ne na eno stran, ne na drugo stran neke zares dobre opcije. Če ostanejo vezani na Janšo, pač so v javnosti percepirani kot Janšov satelit, kljub temu, da se morda trudijo peljati neko svojo politiko, alternativa je pa zanje dejansko še slabša. Ja. Bernard, je Janša cokla ali motor slovenske desnice in ali ga lahko Anže Logar enakovredno nadomesti? Jaz mislim, da je Janez Janša hkrati blagoslov in prekletstvo slovenske desnice. Je blagoslov za SDS. Jaz mislim, da ga ni človeka, ki bi ga lahko zamenil, ker če gledaš korpus SDS-a, kako trden kot beton je po 30 letih, jaz jih imenujem betonerji, da so pripravljeni slediti Janši do konca in naprej. Skratka, pripravljeni so na velike politične
obrate vsakič, ko pridejo na oblast, so pripravljeni pojesti vse, kar so obljubljali glede znižanja javne porabe, vitke države in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je fascinantno, kako mu je uspelo teh 25% volivcev praktično zdaj že desetletje obdržati in sem prepričan, da noben Anže Logar njegovega mesta ne more adekvatno nadomestiti. Tudi nisem prepričan, oziroma prepričan sem v nasprotno, da stekleni strop z Anžetom Logarjem se ne dvigne recimo iz 25% na 35%, ampak da človek s takim historiatom, kot ga ima Janez Janša, ki ima v bistvu kultni status znotraj stranke, tako rekoč mesijansko vlogo odrešenika za volivce SDS-a, da ga ne more noben Anže Logar zamenjati, da bi to bilo za stranko kot tako slabo, da bi bilo pa z vidika desnice kot celote pa seveda verjetno dobro, ker praktično brez njegovega umika ne bo sprememb na desnici. Te spremembe po mojem v prvem koraku ne bi bile pozitivne, ampak bi se začeli neki kaotični procesi. Tudi mrhovinarji v NSI-ju, ki računajo z odhodom Janeza Janše, da se bo ta beton korpus prenesel kar v NSI, nikakor ne. Tisto, kar je res problematično, je to, da Janša generira izjemen negativen odziv na nasprotnem polu, se pravi, da on vabi nasprotne volivce na volišča. Tako da ob nadaljevanju take politike, kot jo imamo sedaj, se nam obeta čez 3 leta peti novi obraz, se pravi, nobenih sprememb ne bo. Tako da, če povzamem to svoje izvajanje, je Janša po mojem za SDS optimalen vodja, optimalen predsednik, da pa je zelo vprašljivo, recimo, s kom bi on lahko sestavil vlado čez 3 leta. Mislim, da je ta odbojnost praktično vedno večja in da bo samo privabil spet. Jaz močno dvomim, da bo Golob izpeljal kot predsednik vlade ta mandat do konca, sem pa skorajda prepričan, da bo ta vlada obstala, ker tako močne levičarske vlade, tako skrajno levičarske, kot jo imamo zdaj, nismo imeli v 30 letih in po izkušnji iz leta 2021 sem prepričan, da ne bodo levičarji prepustili tega, kar je, oziroma ponovitve Zdravka Počivalška. Kdo bi nenazadnje bil Zdravko Počivalšek? Tako da je ključno vprašanje je strategije, kako bo Logar kapitaliziral teh 44% iz predsedniških volitev, ali opcija noč dolgih nožev v SDS-u na kongresu, ali pa previrantski scenarij tokrat z bom rekel, z lutkarjem Janšo, se pravi, kar jaz vidim, je, da se bo verjetno šlo v ustanavljanje neke kvazi-liberalne stranke z Logarjem kot predsednikom, se pravi, poskus valorizacije te njegove priljubljenosti
in da se bo ustanovila neka državljanska lista številka 2. Vse z namenom seveda, da bi del korpusa, ki je zdaj volil Goloba, vrnili nazaj oziroma omogočali Janši potem še njegov tretji mandat. Ja. Peter, zakaj se je po tvoje Janez Janša zdaj lotil NSI-ja, tudi javno? Je to res zato, ker NSI, kot vidimo vsi, kar dobro paktira z Gibanjem Svoboda oziroma predsednikom vlade Golobom, takrat, ko mu ustreza, bodi si, da je Golob pustil njihove kadre edine še na položaju, ostale so praktično vse zamenjali iz prejšnje vlade, bodi si, da mu asistirajo pri vlaganju ustavnih sprememb. Kaj je po tvoje potrebovalo temu, da je Janez Janša ravno sedaj tako ostro napadel Novo Slovenijo oziroma njeno vodstvo tudi javno? No, jaz bi se samo še malo nazaj navezal na Bernarda, ker dejstvo je, se mi zdi, da voditelji, ki so zelo dolgoletni voditelji, zelo močni voditelji v nekih strankah, ki so tam že zelo dolgo časa, pridejo do sindroma in to ni Janša prvi, to je recimo se zgodilo do neke mere recimo že LDS-u pod Janezom Drnovškom, potem v Nemčiji recimo CDU-ju pod Angelo Merkel. Problem je, ko imaš ti voditelja, ki je zelo močan, zelo dolgo časa, praktično v njegovi senci znotraj stranke zares ne zraste kaj dosti in posledično, ko se tak voditelj umakne, prej ali slej pride do velike težave v stranki, torej do nekega kaosa, ker običajno to pomeni, da ni nekega zares izrazitega naslednika, ki bi ga recimo, razen če bi pač ta močni voditelj res poskrbel za nekega naslednika, zaenkrat tega zares tako zelo ne vidimo, ker tudi Anže Logar znotraj SDS-a predstavlja bolj neko opozicijo, recimo tej glavni liniji v stranki, kot pa neko recimo linijo, ki bi nasledila Janšo, in mislim, da ne glede na to, kdaj bo do tega prišlo, ali se bo Janša umaknil sam, ali bo umrl na tem položaju, ali bo ga nekdo zamenil, bo to za SDS en zelo velik pretres in bo pomenil po moje zelo velik izziv tako za desni pol kot za SDS kot stranko, da obdrži neko konsolidacijo, in mislim, da bi na teh volitvah znal nastati, ker recimo na teh volitvah, ki bi prišle po tem odhodu Janše, nastati kar velik kaos, za katerega ni nujno, da bi dejansko prinesel dodatne glasove desnemu bloku, lahko bi zaradi tega kaosa celo desni blok izgubljal. Tako da tle je en zelo velik vprašaj, kaj se zgodi oziroma kaj bi se zgodilo oziroma kaj se bo zgodilo, ko se bo Janša umaknil. Zdaj, če se pa navežem na tvoje vprašanje, zakaj ravno zdaj je ta napad na NSI, zdaj vidimo, da je NSI uspel kar nekaj solo potez, ki so jih postavile recimo v močnejši položaj, kot jim glede na recimo nek volilni rezultat pritiče. Zdaj vodijo obe opozicijski parlamentarni komisiji, naredili so dogovor z Gibanjem Svoboda, da zdaj imajo večino tudi v Komisiji za nadzor javnih financ, ker pač enostavno SDS noter ne želi imenovati svojih poslancev. Zdaj, Nova Slovenija se je po volitvah odločila za neko smer, ki bi jo profiliralo kot neko bolj sredinsko, bolj zmerno, tudi bolj povezovalno stranko kot SDS. V tem smislu se mi ne zdi sama ta drža nič posebej sporna. Tudi reči, da paktirajo z Golobom, se mi zdi premočen izraz, a ne dejansko praktično z redkimi izjemami nekega manjšega sodelovanja tukaj ne vidimo, recimo nekega resnega paktiranja, vsaj z moje strani. Pri čemer je tako, da pravzaprav nima NSI želje po vodenju obeh komisij in bi pravzaprav želeli, se mi zdi, da bi SDS pač popolnil ta mesta in bi opozicija funkcionirala pač normalno, tako kot je. Ne želijo pa se biti v absolutni senci SDS-a, kar bi se jim zgodilo, če bi pač recimo obe komisiji, tako kot so želeli in tako kot je neka stroga matematika, ki pa je pač večkrat že v preteklosti bila politično prilagojena, omogočala. In tukaj so se zdaj znašli v neki pad poziciji. Janša se mi zdi, da je skušal pač z nekim pritiskom na njih izvajati nek pritisk na njih, da bi pač popustili in mu dali to, kar si želi. Oni pa so uspeli zaenkrat ta pritisk zdržati in pravzaprav igrajo svojo igro naprej, in se mi zdi, da je to pač nekaj, kar
česar Janez Janša trenutno ne prenaša najbolje in ga pravzaprav to spravlja ob živce, ker dejansko to pomeni zdaj, da je opozicija nekako blokirana. Krivdo za to blokado pa vidim enakomerno na obeh straneh, tako na strani NSI-ja, ki pač pogojuje preiskovalno komisijo, ki je preiskala GEN-I z popolnitvijo pač opozicijskih parlamentarnih komisij, kot na drugi strani SDS-a, ki pogojuje se pravi vsa predsedniška mesta v teh komisijah, zato da bi lahko recimo pač svoje člane tja imenovali in so zdaj v neki poziciji, nekem merjenju moči, kjer pač nihče noče popustiti, na koncu pa v bistvu je na zgubi celotna opozicija kot blok. Kakšno je vajino mnenje? Zakaj recimo premier Golob šmira z Novo Slovenijo? Je dejansko lahko pripelje do tega, da bi povabil Novo Slovenijo v vlado, če se to slučajno zgodi, ali mislite, da bi Nova Slovenija morala vstopiti v vlado Roberta Goloba, ali jih ima samo za rezervo, zato da pač nekako drži v napetosti svoja koalicijska partnerja SD in Levico. Kakšno je vajino mnenje glede tega odnosa pač Golob-Tonin? Gre tu za nek bolj strateški odnos ali v bistvu enostavno izkoriščata eden drugega? Jaz mislim, da NSI tipična stranka žlahtne desnice, kot si jo je zamislil Milan Kučan, se pravi, da igra po taktih levice. Meni se zdi nezamisljivo, da zaseda predsedniški mesti Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb in hkrati Komisije za nadzor javnih financ. V NSI-ju se obnašajo, kot da so oni enakovreden dejavnik SDS-u. Oni so dobili četrtino glasov SDS-a in nezamisljivo je, da želijo imeti pa kar 50-50 delitev predsedniških mest. Dejansko se obnašajo skrajno oportunistično. To v politiki sicer ni nič neobičajnega. Težava nastane, ko začnejo povzročati oziroma sprejemati državi škodljive stvari. Naprimer, podpora ustavnim spremembam. Jaz mislim, da tu paktiranje z skrajnimi levičarji v primeru imenovanja ustavnih sodnikov, recimo, ali pa vlade, da gre to za škodljive poteze, da je pasivna drža v antireformnih predlogih, ko je Golobova vlada razgradila tiste malenkostne korake v pravo smer Janševe vlade, da to kaže na hinavščino NSI-ja, ko se promovira kot podjetništvu naklonjena stranka, kot stranka zagovornica vitke države, v praksi zdaj kot ta žlahtna opozicija delujejo nasprotno, da so neka rezerva za ta skrajno levičarski orkester, seveda padajo iz te rdeče Golobove mize drobtine. Danes smo 12. aprila in gospod Hajdinjak, vidni član NSI-ja, je še vedno direktor Darsa. Praktično so počistili v Golobovi koaliciji z vsemi ljudmi, ki so pripadali recimo SDS-u, medtem ko očitno obstaja tihi dogovor noli me tangere in dobijo pa za to seveda špansko steno opozicije. Golobo je seveda s tem pakt, Tonin-Golobov pakt je usmerjen proti Janši, se pravi, da se Janša prikaže kot nekega prekocuha, kot problem političnega prostora. Golob za nekaj koncesij, ničevih tako rekoč,
dobi odlične kolaborante. Če pa odgovorim na tvoje vprašanje, jaz mislim, da NSI ne bo šla v to vlado, ker to bi bil pa dejansko popolni samomor v vlado, ki ji tenor programski določa Levica. Praktično se potem pogovarjamo, po mojem, o tem, da verjetno NSI ne bi prestopila praga. Tako da moja napoved je, da se bo to nenačelno paktiranje NSI-ja nadaljevalo in da od tega očitno imajo korist tako pri Toninu kot Golobu. No, jaz bi tle se strinjal, da verjetnost, da bi šla Nova Slovenija v vlado, je v tem trenutku praktično nična. Če je obstajala neka manjša, ampak sorazmerno zelo majhna možnost, da bi recimo vstopilo v vlado takoj po volitvah, ko še ni bilo jasno, kako kaotična in kako disfunkcionalna pač vlada pod vodstvom Roberta Goloba bo, je danes to že jasno in kdorkoli bi danes vstopil v to vlado od odzune, praktično bi naredil politični samomor. Ne bi se strinjal o absolutni nenačelnosti Nove Slovenije. Nova Slovenija je takrat, ko je šlo za razgradnjo recimo mini davčne reforme iz prejšnje vlade, je poskušala zadevo takrat zaustaviti z manevrom referenduma, potem ko ni bilo čisto jasno, ali bo recimo, ali bo ta referendum uspel ali ne, oziroma ali bodo lahko zavlekli do novega leta in s tem pač dvignili omogočili, da se pač dodaten dvig olajšave iz Janševe reforme zgodi, so potem naredili saj zmanjšanje škode, ki se pravi so v dogovoru s koalicijo naredili zmanjšanje škode, kot jo je ta načrtovala. V tem smislu pač jaz kot državljan recimo lahko rečem, da po svoje rad vidim, da opozicija tudi naredi kakšen dogovor z koalicijo, da se neke stvari pač recimo manj poslabšajo, če že pač koalicija gre v to smer. Kar se tiče ustavnih sprememb, mislim, da je ključno, kakšen bo na koncu rezultat od teh ustavnih sprememb, ker danes še nimamo zelo jasno izdelanega tega predloga in je več odprtih možnosti, pri čemer nekatere izmed teh odprtih možnosti pomenijo korak daleč v napačno smer, nekatere pa tudi morda korak v izboljšavo, pri čemer je hudič v detajlih in ko bodo ti detajli na koncu znani, bo odvisno, ali bo Nova Slovenija, če bodo te detajli šli v napačno smer, zmogla pač pokazati, da je dovolj hrbtenice in reči, čeprav smo se pogajali toliko časa, pač to ni primerno za nas in zadeve ne podpreti. Ali pa se bi recimo pokazal v tem smislu to, kar namiguje Bernard, da pač obstaja tukaj nek tihi dogovor, ki pravzaprav ironično, čeprav si ga je Nova Slovenija po mojem mnenju želela, dejansko ne obstaja, ker je Golob pravzaprav tisti, ki je tako zaverovan vase, da se praktično z Novo Slovenijo ni šel pogovarjati. Čeprav so recimo takrat, ko je bil ko so se prvič sestali vsi predsedniki parlamentarnih strank, je praktično Tonin izrazil razočaranje, da Golobova vlada ni ponudila opoziciji neke vrste partnerstva za razvoj, kot ga je recimo Janša ponujal opozicijskim strankam in je bil pravzaprav z tega vidika razočaran. Po drugi strani je pa strateški položaj Goloba, da svoje manjše koalicijske partnerje pravzaprav drži v šahu na način, da jim daje signale, da pa vendarle bi pa morda jih lahko zamenjal z Novo Slovenijo, kolikor bi mu to poželelo. To se mi zdi, da je Golobova taktika. Taktika Nove Slovenije pa je iztržiti v danih razmerah čim več, kar lahko, za čim manj škode. In zaenkrat mislim, da Nova Slovenija še ni podpirala recimo nobenega, se pravi, da bi dejansko bil sprejet. Zdaj, ko govorimo o pogovoru o ustavnih spremembah, pa če ena stvar, kaj bo dejansko sprejeto, je pa druga stvar in zaenkrat še nisem videl, da bi podpirali, da bi z glasovi recimo podpirali neke stvari, ki bi bile za državo škodljive, vsaj v tem mandatu. Prav, bomo videli, kdo bo iz te igre, iz te trojne igre, tako rekoč, šel kot zmagovalec. Danes pa Peter Merše, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali lahko Nova Slovenija preživi navzkrižni ogenj SDS in Gibanja Svoboda, že 873. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije kaznovalo Niko Barič. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.